Kako sva z mojim fantom zmanifestirala najino hiško v gozdu? Evo, po dolgem času končno spet snemam en video in za začetek sem se zamislila, da bi vam povedala v bistvu, skozi kakšne procese sva šla, na kakšne ovire sva naletela in kako nizko sva mogla spustiti najine standarde, da sva dejansko uresničila najino željo. Za začetek dajmo malček pogledati, kakšno je bilo najino življenje oziroma kje sva odraščala. Moj fant je v bistvu celo življenje živel v bloku na Vrhniki, ampak kot otroci so bili itak takrat non-stop zunaj, non-stop nekje v naravi, potepali so se po mestu, imeli so razne dogodivščine, skratka, večinoma so živeli zunaj. No, jaz pa sem do 7. leta živela oziroma z mojo družino smo živeli pri mojih starih starših na Hrvaškem in tam so oni imeli eno tako mičkeno kmetijo. Imeli smo krave, kokoši, prašiče, koze, pse, mačke, skratka ni da ni. In bilo je tako kar veliko posestvo. Zraven pa je bil tudi en tak majhen gozdiček. In z mojo sestro smo itak cele dneve bile zunaj v naravi, okrog hiše, raziskovali smo tisti gozdiček, skratka, non-stop smo bile nekako zunaj. No, po 7. letu pa smo se preselili v Slovenijo k drugim starim staršem in tudi oni so imeli eno tako, pač ne glih kmetijo, ampak eno tako večjo parcelo na obrobju podeželja. Se pravi, bili smo nekako v stiku z naravo in tudi tam smo kot otroci vedno bili okrog hiše, vedno smo, ne vem, plezali po drevesih, se igrali z živalmi. Skratka, ful tako odraščanje v naravi. No, potem so prišla pač študentska leta in sem šla v Ljubljano in v Ljubljani sem živela v bloku. Zdaj, meni je bilo to takrat okej, sploh nisem čutila neke utesnjenosti ali pa omejitev, zato ker sem se itak vsak vikend vračala nazaj domov in sem bila potem pač takrat lahko v naravi. No, par let kasneje pa sem v Ljubljani dobila službo in sem vse več ostajala pač tam v tistem stanovanju, seveda sem ga potem tudi zamenjala, kupila sem si eno svoje manjše stanovanje v Ljubljani ampak še vedno sem se pač med vikendom vračala domov. No, leta 2018 sva začela zvezo s tem mojim trenutnim partnerjem. In januarja 2019 sva prodala moje stanovanje in sva skupaj kupila stanovanje na Vrhniki v bloku. In že takoj, ko sem prišla v to stanovanje, sem jaz njemu rekla, tle bomo maks 2 leti. Ker pač je bilo stanovanje dosti majhno in midva sva oba taka, da imava ful enih hobijev. On pa predvsem je pač producent elektronske glasbe in seveda to pomeni, da mora imeti ful na glas svojo glasbo, ko ustvarja, kar pa seveda moti druge stanovalce v bloku. In tako sva itak hitro oba ugotovila, da bo to stanovanje kmalu premajhno in da bova pač prej ali slej mogla najti nekaj večjega. No, in v tistem letu sem jaz tudi pustila službo in šla na svojo pot, ampak vse te vizije in sanje nam je potem seveda prekrižal COVID. 2020 smo bili v lockdownu in takrat sem v bistvu jaz imela ful časa, da sem se ukvarjala sama s sabo, da sem malček ovrednotila svoje življenje, da sem si na nek način postavila neke nove cilje, nove vizije in si začela ustvarjati neko prihodnost oziroma idejo prihodnosti, kam si želim iti in kaj si želim početi. In tako sem si pol ustvarila željo, da bova s fantom prodala to stanovanje in si kupila eno hišo ali pa zgradila hišo. Skratka, itak nekako bila moja želja, da bi šli v hišo, ker sem pač v hiši odraščala, zato ker jaz imam toliko enih hobijev, da vsako stanovanje je premajhno stanovanje, ker
pač, kadar imaš ti neko svoje dvorišče, imaš potem ful enih možnosti za ustvarjati, za kreirati in tako naprej. No, in takrat sem šla jaz na Nepremičnine in tam sem našla en oglas za eno hišo, ki je bila ful poceni, ampak je bila v zelo, zelo slabem stanju, ni bila sploh bivalna, toliko je bila že v bistvu razsuta, ampak všeč mi je bilo, ker je imela ful veliko zemljišče, imela je zraven še tako kmetijsko zemljišče in svoj pripadajoči gozd. In jaz sem to hišo pokazala Roku in on je bil itak navdušen, ampak on je tak malček pesimističen in je rekel, ja, ampak kaj, itak tega si ne moremo privoščiti. Ker fora je bila, da sicer to posestvo je bilo po zelo ugodni ceni, ampak niso si ga mogla privoščiti, ne da bi prodala stanovanje. In tam pa ni bilo bivalno, se pravi, tega ne bi mogla speljati. Ampak jaz sem rekla, glej, nima veze, pač deva imeti vizijo, deva imeti neko idejo in potem se bodo že stvari začele odvijati, ko bo čas za to. No in potem sem recimo vsake toliko šla spet na Nepremičnine, pogledati, če je kaj novega in takrat sem našla eno ful lepo parcelo na Zaplani v gozdu. Bila je taka majhna parcelca, ampak prav v gozdu, ampak ob cesti. In pokazala sem to Roku in on je rekel, ja, ok, zanimivo, bila je ful poceni, ful ugodna. In tako so se potem naročila na ogled in si jo šla pogledat. To je bilo novembra 2020. In ko sva midva stopila na ono parcelo, midva sva se zaljubila. Bila pa je tako, pač prideš po cesti, si prišel tako lepo gor, je bila speljana pot, vse okrog drevesa, ampak potem se je teren ful tako strmo spuščal dol in na dnu parcele je tekel en tak majhen potoček. In to nama je bilo obema prav wow, oh my god, da imaš potoček oziroma je pač del potočka na svoji parceli. Vsa tista drevesa, tako mistično, skrivnostno, čisto na samem, skratka, midva sva se zaljubila. Ampak seveda potem je bil spet problem, kako bomo se to privoščili. Kljub temu, da je bila ta parcela zelo, zelo poceni in bi mogoče lahko nekako šli čez, je bilo še vedno tisto, pač treba je tukaj pridobiti gradbeno dovoljenje, treba je zazidati to hišo, treba je to, skratka ful enih stvari. Ampak spet jaz sem rekla, glej, zdaj sva videla, zdaj veva, zdaj oba sva usklajena s to željo, obema je ta želja všeč, dajmo naprej o tem razmišljati. In ko bo čas, se bo že uresničilo. No, in takrat sem jaz potem našla na Facebooku, so bile te igre takrat ful popularne, ko greš pač, odpreš aplikacijo in ti potem vrže ven neki. In tako sem našla pač eno aplikacijo, ki je bila za, da ti pokaže, kakšna hiša bi bila primerna zate na podlagi pač tvoje profilne slike. In jaz odprem to aplikacijo in ko sem jaz videla to hiško, ki mi jo je aplikacija predlagala, jaz sem se zaljubila. Bila je prav ena taka majhna hiška, direkt v gozdu in taka črna, temen les. Skratka, jaz sem bila, oh my god, wow, in to je ta sinhroniteta. Se pravi, ta hiška bi prav pasala na tisto parcelo, ki sva si jo midva ogledala. In to so te sinhronitete, ki ti dajo potrditev, da se tvoja želja uresničuje, da se tvoja želja manifestira. Jaz sem to hišo potem pokazala Roku in on je bil itak navdušen, zato ker on ima ful rad črno barvo, in potem sva šla na nek način en korak naprej. In sem si naredila eno tako knjigo manifestacije s to hiško. Našla sem jo na internetu in si jo dala kot naslovnico. No in potem sem dala notri še iz drugih strani hiško. In ful je bilo zanimivo, ker taka oblika hiše je prav direkt pasala na tisto parcelo. In tista parcela isto imela tako vse okrog drevesa. No, pol sem pa naredila dala sem še slike, kako bi imela interjer. Recimo tukaj eno tako veliko okno, skozi katerega lahko gledaš v gozd. Tukaj sem dala ene take inspiracijske slike, kako pač, da je ful nekega zelenja, da je tako moderno, črno. Tak temen interjer, ful mi je bilo to všeč, čeprav sem drugače rajši bolj svetle barve, ampak glede na to, da smo bili v gozdu, bi v bistvu
mi je bilo všeč tudi tako bolj temno. Potem tle neka ideja za tak kakšen terarij. Zdaj seveda, da če hočeš imeti prav to v hiši, moraš imeti ful veliko bajto, ampak nima veze, tukaj sem si jaz dala bolj za inspiracijo, bolj ta look and feel, kako se želim, da bi se v stanovanju počutila. Potem recimo tako taki tramovi in spet taka okna, skozi katera gledaš v gozd. Zdaj tle sem dala tudi eno idejo bolj svetlega interjerja in tle bolj tak temen s temi tramovi. Potem kopalnica v takem temnem lesu. Potem kuhinja in evo spet te tramovi, pa tako zlato, črno, z nekimi svetlimi elementi. Skratka, tukaj sem našla pač na internetu en kup takih slik, ki so mi bile všeč. Za inspiracijo, za navdih. Potem sem pač tudi za zunanjost razmišljala, ne, in itak bazen, kdo ne bi imel bazena pred hišo. Pa tako take, ker je pač tam na tej parceli bil tak ful strm teren, sem si zamislila neke take velike stopnice, ker potem imaš lahko notri pač neke začimbe ali pa zelenjavo ali pač karkoli, rože, pa taka terasa zunaj na dvorišču, da si lahko tudi po dežju zunaj. In evo, pol sem v enem programu naredila približno, kako je izgledala ta parcela. In pač tukaj je bila ta hiška, tukaj bi bil potem ta bazen, tako se potem teren ful strmo spuščal dol in tukaj je bil pač tale potoček. No, zdaj na enem delu te parcele je pa bil en tak ful strm prepad in tle sem si jaz potem zamislila, da bi na tem prepadu oziroma na tisti skali si naredila tako plezalno steno in itak tak bazen, ki ima pač ta infinity rob ali kako se mu reče, ne vem. In zdaj itak imeti plezalno steno doma, to je tako res neka želja, ko je prav out of the box, ne, izven okvirjev, ampak tukaj se jaz nisem omejevala s tem, če je to izvedljivo. Če ni izvedljivo, nisem se obremenjevala s tem, če bomo imeli denar za to ali ne. Jaz sem si res dala duška in si naredila načrt in vizijo prav pravličnega doma. Zdaj kasneje, ne, ko sva potem to parcelo malček bolj raziskovala, sem ugotovila, da pač tle naj bi bila ta plezalna stena, ne. Sem ugotovila, da to v bistvu sploh ne bi bilo izvedljivo. Ampak nima veze, se pravi, kadar si delaš ti tablo vizij, je pomembno, da se ne omejuješ s tem, kaj je mogoče in kaj ni mogoče, ampak da res daš svoji domišljiji duška. No in potem sem tudi v bistvu naredila en tak tloris, kako bi si želela približno, da je naše stanovanje, se pravi kletni prostori, pritličje, mansarda in tako naprej. Se pravi, taka knjiga, ki so jo potem s fantom večkrat gledala, večkrat o njej razmišljala, večkrat so se pogovarjala, kaj vse bi še naredili, kako vse bi opremili. In to se je vse torej dogajalo konec leta 2020. Ampak takrat je moj fant bil tisto, ja, okej, ampak kako si bomo to privoščili, pač ful je tako bil malček pesimističen in jaz sem rekla, glej, samo dajmo razmišljati in se bo že uresničilo. No, in potem so se toliko napumpala na to idejo, toliko so bila navdušena, da so rekla, dej, greva najti nek način, kako bomo to uresničili. In sva si spet šla pogledati tisto parcelo, sva malček raziskovala po internetu, pač kakšne so, ne vem, kakšne so te zahteve za tisto parcelo in tako naprej. In v bistvu sva na koncu naletela na tisto prvo večjo oviro in sicer na parceli ni bilo niti vode, niti elektrike in seveda tudi ne kanalizacije. Poleg tega je bilo treba pridobiti gradbeno dovoljenje. In to so vse stvari, ki vzamejo ful denarja in ful časa. In kljub temu, da je bila ta parcela zelo poceni, še vedno si nisva mogla privoščiti, ne da bi prodala to najino stanovanje. Tako da so bila nekako na nek način ujeta. Ampak vseeno sva naprej razmišljala, kaj bi se dalo narediti. No, in potem kasneje, mislim, da nekje okrog leta 2021, takrat sva dobila možnost po enem
kreditu oziroma možnost, da bi dejansko lahko to kupila. In sva bila zagrizena in sva rekla, deva raziskovati naprej. In takrat je Rok najdel eno kolegico oziroma pač se je povezal z eno kolegico, ki ima možnost pogledati malček bolj podrobno te informacije o parceli. In da sta tudi ugotovila, kako bi lahko potegnili vodo, kako bi lahko potegnili elektriko. In zdaj ugotovila sva, da za potegniti vodo bi mogli kopati skoraj 1 kilometer zemlje in to je ful drago. Ampak evo, to oviro sva preskočila in sva ugotovila, da imamo lahko doma zalogovnik za vodo in se nam iz strehe pač zbira voda v tem zalogovniku in tako potem ne bi rabili imeti vodovoda. Zdaj, pitne vode seveda ne bi imeli, ampak dobro, to se da že nekako rešiti. No, potem sva naletela na drugo oviro. Ugotovila sva, da če bi hotela potegniti elektriko, bi mogli elektriko vleči skozi 5 zemljišč in teh 5 zemljišč ima 5 različnih lastnikov. In zdaj, če hočeš ti vleči elektriko preko njihovega posestva, moraš seveda dobiti njihovo soglasje. In tle sva se spet zataknila. To je bila spet ena ovira, ki je pač nisva znala preskočiti. Zato, ker za pridobiti soglasje moraš ti biti najprej lastnik tega ozemlja. Ampak da bi bila midva najprej lastnika tega ozemlja, bi mogla najprej prodati najino stanovanje. Ampak seveda potem ne bi imela sploh kje živeti. In to naju je spet takrat ful potrlo in sva na nek način izgubila upanje, da bova dejansko lahko kdaj na tej parceli zgradila svojo hiško. No, ampak zagrizena kot sva bila, sva verjela v te sanje in sva rekla, ne, dajmo najti en način, kaj še lahko naredimo drugače, da si uresničiva to željo. In takrat sva opustila idejo o gradnji hiše in sva dobila idejo, da bi tam postavili en kontejner, tisti ladijski kontejner, ker to je takrat postal ful trend med covidom, se pravi, da kupiš ta ladijski kontejner, ga postaviš tam na parcelo in pol izrežeš pač ven vrata, okna in seveda ga v bistvu urediš, narediš notri izolacijo, daš gips plošče, zunanjost oblečeš recimo v les. Skratka, ga lahko tako urediš, da na koncu niti ne izgleda kot kontejner, ampak da izgleda kot ena taka majhna hiška. Prednost tega pa je, da v bistvu ne rabiš imeti gradbenega dovoljenja. Ampak še vedno nas je mučila elektrika, kaj bomo zdaj z elektriko. In potem sva si zamislila, ok, bomo imeli, ne vem, ali agregat, ali bomo imeli neke sončne celice, nekaj bomo že uredili s to elektriko. No in v vsem tem času sem šla jaz celo do nekega arhitekta, pač tam je neka agencija, sem šla do njega, sem ga vprašala za vse stvari, kako se pridobi sploh elektriko, kakšni so postopki pri gradnji hiše in on mi je takrat na nek način povedal, da pač kar tako kontejnerja ne moreš postaviti na parcelo, ker so pač te neke omejitve, bolj varstvene omejitve in tako naprej, ampak v bistvu videla sva, da tudi če bi hotela midva postaviti kontejner in bi šla malček mimo pravil, še vedno so se zataknila pri tem, da bi mogla najprej midva prodati to najino stanovanje. Zdaj fora pa je, da v teh letih so se cene stanovanj že malo dvignile in to nam je v bistvu dalo tisti zagon, ok, midva dejansko lahko prodava stanovanje, kupiva to parcelo, kupiva nek kontejner in takrat sva našla celo še v bistvu te kontejnerje, ko so že pripravljeni, ko je v bistvu že hiša narejena. Prinesejo ti, postavijo ti in grejo, ne, sam pač se moraš pol priklopiti na vse te stvari. In sva rekla, ok, deva to in sva preračunala, če prodava stanovanje po taki in taki ceni, nama toliko ostane za parcelo in toliko nama ostane za ta kontejner, glih bi se nama išlo, glih za glih. Ampak spet neke ovire, spet te v bistvu bolj logistične zadeve, kako to zdaj speljati, da ne bomo v bistvu na cesti, ali pa da ne bomo tam kupili tega kontejnerja in potem bili čisto brez vode in čisto brez elektrike in brez vsega. No in tam nekje 2020, konec 2022 do nekje sredine 2023 sva na nek način naletela na toliko ovir že na najini poti, da sva skoraj obupala, da sva na nek način že skoraj
pač vrgla puško v koruzo, se na nek način skoraj udala v usodo. Pač jaz glih ne, ker jaz sem vedela, jaz en dan moram iti ven iz tega bloka, pač me ne zanima, ali bo to jutri, ali čez 1 leto, ali čez 5 let, ampak enkrat bom jaz šla ven, ne. Ampak takrat v bistvu konec 2022 se je tudi življenje spet začelo postavljati nazaj v te stare tire, spet smo začeli hoditi v službo in vse tako po covidu, ne, in v bistvu ni bilo niti toliko časa za razmišljati o teh idejah, o fantazijah, bolj smo pač bili v tem spet zagonu, iskanju spet tega ritma. No, in leta 2023 sva midva en dan rekla, v bistvu nam je prekipelo, zato ker pač so nam sosedi ful težili. Midva sva bila v onem stanovanju dosti glasna, konstantno sva nekaj razbarila, rezala, razbijala, vrtala, on je imel to svojo glasbo. Pač midva sva ono stanovanje na Vrhniki ful urejala in ga ful optimizirala. V tistih 50 kvadratih sva imela hodnik, kopalnico, kuhinjo, jedilnico, spalnico, jaz sem imela svojo pisarno, on je imel svoj mini studio in 2 otroški sobi. Se pravi, in v bistvu še balkon in na balkonu pač mizica in 2 stola in taka mini letna kuhinja. Se pravi, v vseh teh letih, ko sva bila tam, sva konstantno nekaj premikala, urejala, rezala, kupovala pohištvo, ga preurejala. Na primer, kupila sva omaro in omaro preuredila v terarij. Skratka, konstantno neko razbijanje, vrtanje. Potem sva dobila mačka, sva celo še za mačka naredila igrišče na steni s poličkami, z takimi plezalnimi tepihi in tako naprej. In seveda, vsakič, ko sva ropotala, sva dobila. In pač, mislim, specifično je bil samo en tak sosed, ki mu je šlo vse v nos, ne, pač vedno se en najde nekje, ki teži. Ampak so bile take res primitivne grožnje, kot v smislu, nam je grozil, da bojo podpisali peticijo, da nas izselijo iz stanovanja, kar je bilo ono, what? Pač, kaj lahko jaz normalno živim v stanovanju, ali kaj je problem, ne. Pač nisva bila spet toliko glasna, ta je bil res tak problematičen sosed, ker drugih načeloma sploh ni toliko motilo to najino ropotanje in razbijanje z glasbo, ker to ni bilo vsak dan, logično. Ampak no, prišel je dan in to mislim, da je bilo glih letos januarja. Mislim, da je bil 14. januar, ko sva delala to igrišče za mačka. Bila je sobota in ob 11. dopoldne je Rok začel vrtati luknje. Ampak vrtal jih je že v bistvu v petek zvečer, okrog 6. In v soboto je imel za zvrtati samo še te 4 luknje, da sva dokončala to mačje igrišče. In on to začne vrtati in zvrtajo drugo luknjo in itak spet. In odprejo vrata in pač ta sosed z še enim drugim sosedom in sta nam težila, da vi vrtate, pa mi imamo Božič, pa ne vem kaj, pa ful je glasno, kaj imamo lahko miren Božič vsaj zdaj, ne. In pač tako ful agresiven pristop sta imela, ne. In nama je bilo tisto, čakaj, kaj, kakšen Božič, januarja smo, to vse je že za nami, kaj zdaj, a zdaj moram biti jaz pol leta v miru, da lahko vsi vi praznujete te vaše praznike. Pač sej razumem, okej, je Božič njihov, ta pravoslavni, je na nek način ni lepo, če povzročaš hrup, samo po drugi strani smo v Sloveniji, v zakonu piše, da moraš biti od 10. zvečer do 6. zjutraj tiho, kar delaš ti od 6. zjutraj do 10. zvečer, pač lahko delaš načeloma karkoli. In zdaj seveda, jaz sem razumela to njihovo stisko, ker so imeli tiste ropotanje, ker so mogli poslušati na njihov božični dan, sredi januarja. Ampak po drugi strani v Sloveniji praznujemo Božič decembra. In po novem letu gremo spet nazaj v ritem, v delo, pač spet si v zagonu. In kakorkoli, naju je takrat ful zmotilo, na kakšen način sta ona dva to pristopila, ker v bistvu smo imeli za zvrtati samo 4 vijake, kar je vse skupaj 10 minut ropotanja, 15. In da sta pristopila s takim agresivnim, na tak agresiven način, pač to nam je bilo tisto, kaplja čez rob. In sva rekla, okej, zdaj pa dovolj, zdaj pa gremo najti način, da se spokamo ven iz tega bloka takoj zdaj.
No, in potem sva spet začela iskati na nepremičninah parcele. Ta najina parcela v gozdu je bila še vedno prosta, še vedno se je prodajala, ampak seveda v vseh teh letih so cene ful zrastle. In zdaj, midva lahko prodava najino stanovanje za ful več denarja, ampak tudi una parcela je dvignila svojo ceno. In bolj kot sva študirala, bolj kot sva to premetavala, bolj sva ugotavljala, da se nam to nikakor ne izide, zato sva mogla spustiti najine standarde. In tako je prišel Rok en dan domov za idejo in je rekel: Teja, jaz imam tega dovolj. Jaz imam dovolj, deva prodati to stanovanje, deva si kupiti prikolico in bova živela v prikolici. In jaz sem bila... In zdaj, ko je on to rekel, jaz sem bila malček skeptična na življenje v prikolici, jaz ne vem, ampak ne. In je rekel: glej, Teja, vse kul, kupimo zalogovnik za vodo, kupimo, ne vem, en agregat, imamo kompostni WC, imamo to prikolico, ampak jo zrihtava, jo rediva, jo notri pač jo čisto slečeva in na novo sestaviva, da je kot stanovanje, in kupiva ono parcelo in se dava gor in samo da grem jaz ven, jaz moram iti ven. Zdaj, jaz sem bila navdušena nad to idejo, ampak malček skeptična, ampak po drugi strani sem si tudi jaz ful želela ven iz tega bloka končno, da grem lahko spet nazaj v naravo, da sem lahko bliže naravi. In pač sem rekla, ja, zakaj ne? Pač greva all in, pač greva prodat, greva narediti plan in res. In sva naredila en tak seznam, našla sem eno prikolico za, ne vem, 3000 evrov iz leta 91, poiskala sva, koliko stane to, koliko stane agregati, koliko stane zalogovnik, koliko stane kompostni WC, koliko stane mini čistilna naprava, kaj vse moramo narediti. Imela sva cel seznam tega, kaj rabimo, zato da si ustvarimo lahko normalno življenje v tej prikolici. No, ampak v bistvu problem je bil, da tiste parcele v gozdu, ki je tlele, zdaj to se nama je zdelo glupo kupiti, ker itak v prikolici ne bi živela celo večnost, logično. To je bila bolj kot neka začasna rešitev, da v bistvu imamo prikolico, imamo nekje za spati, nekaj toplega, ampak potem počasi tam gradimo. Zdaj na tej parceli pač je bil itak ta problem z elektriko, ker fora je, da če ti zbiraš soglasja in moraš 5 lastnikov vprašati za elektriko, se lahko zgodi, da eden od teh lastnikov ne podpiše soglasja in potem si na J. In ali moraš iti vse okrog njegove parcele, ali pa pač ti padejo specanja v vodo. In to je bil nek riziko, ki ga nisva lih si upala vzeti, nisva upala toliko riskirati. In sva začela iskati pač neke druge možnosti, ampak nisva našla nobene take parcele, ki bi nama bila všeč. No, in potem pač Roko je vse bolj prekipevalo in je rekel: glej, ne zanima me, ne rabimo parcele, bomo šli s to prikolico pač nekam za en čas, bo že dovolj. In fora pa je bila, da letos so pač v teh konec 2023 in začetek 2024 so cene nepremičnin se še bolj dvignile. In videla so ugotovila, da lahko zares ful dober denar prodava najino stanovanje. In potem smo si zamislila, to prodamo, odplačamo hipoteko in kar nam ostane, kupiva prikolico in pol imava še vedno na lagerju, ne vem, koliko je bilo, nekih 70 000 evrov, mislim, da bi nama ostalo čistega in bova potem počasi videla, kaj bi s tem denarjem naredili, kako bi lahko ta denar investirali. In pol sem jaz rekla, ja, ne, in sem poslikala stanovanje, sem ga dala na internet, na oglas, ampak sva dala ful visoko ceno, še višjo, kot sva prvotno mislila. In pač pol sva čakala in sva rekla, kaj se zgodi, če pride zdaj nekdo in reče, jaz to kupim. In sva bila pripravljena. Midva sva bila pripravljena, prodamo, gremo, kupimo prikolico in se bomo že znašli. Pač res sva bila toliko pod pritiskom v tem bloku, toliko sva bila na nek način ujeta, stisnjena, nesrečna predvsem, da nam je bilo praktično vseeno.
No, pol sem v bistvu iskala možnosti, da bi se pri nekomu naselila, se pravi nekdo, ki ima hišo, da tam prideva s prikolico, da sva priklopljena na vodo, da imamo kanalizacijo, pa že lahko gremo normalno na WC in vse to za en čas in potem pač bi se odselila. In zdaj ena možnost je bila pri njegovih starših, ampak tam se ni glih izšlo, potem sem imela eno možnost pri eni drugi osebi, tam se tudi glih neki ni najbolj izšlo. In potem pa beseda je dala besedo in sva zvedla za enega kolega, ki ima parcelo in na parceli ima postavljene kontejnerje. In on si te kontejnerje želi v bistvu preurediti v nek tak bivalni vikend. In to je bilo Roku takrat ful všeč, on ga je poklical in mu je povedal, da če bi nam on odstopil lahko en del te parcele, da mi dva gor parkirava najino prikolico in plačujeva najemnino, pač za nekaj časa, ne vem, pol leta. In v teh pol leta namesto najemnine bi njemu pomagala pri urejanju teh kontejnerjev, bi mu pomagala pač narediti celo konstrukcijo, fasado, omete notri in tako naprej. No, in ta kolega je bil ful navdušen na to idejo. Šli smo pogledat parcelo. Parcela je bila res tako, moj bog, tako prav odprta narava, travniki, gozd zraven. Edino, kar je mene motilo, je bilo to, da je bila na drugi strani zelo prometna cesta, ampak okej, glej, imava rešitev. In ko sva to videla, da dejansko imava iti kam s prikolico, takrat pa sva bila čisto odločena in sva rekla, okej, zdaj pa je čas za prodajo, ne, zdaj pa deva to res gor in da vidimo, kaj se bo zgodilo. Zdaj, itak, ko sem jaz dala ta oglas, najprej sem dobivala klice od agencij, sploh me ni nobeden drug klical kot samo agencije, da bi radi prodajali preko, pač če bi radi prodajali preko posrednikov. Imela sem par ogledov s temi agencijami, in v bistvu med tem, ko sva midva to prodajala, midva sva še vedno bila v tistem, da pač ne vemo, kam bomo šli. Okej, imeli smo idejo za to prikolico, imeli smo tisti plaz, ampak pač je bilo vse tako v luftu. No, in potem nama je kolegica poslala en oglas. In jaz odprem ta oglas in je bila ena taka hiška v gozdu. Sicer je bila že po slikah videti tako v dosti slabem stanju, še vedno bivalna, še vedno primerna, da se lahko vseliš notri, ker so pač v tej hiši še živeli prejšnji lastniki. Se pravi, je bila bivalna, del hiše od znotraj je bil dosti lepo urejen, ampak del hiše notranje je pa bil dosti slabo urejen in pač nedokončan. Zunanjost pa je bila tudi dosti taka švoh, zelo zaraščena, zapuščena, tudi od zunaj ni bila dokončana, videlo se je, da pač je vse bolj tako na hojladri. Ampak nima veze, glej, hiža stoji, v gozdu je, peva pogledat. Zdaj, zanimivo naključje je bilo tudi to, da ko sem jaz brala oglas, je spodaj pisalo, da je možna menjava za stanovanje. In to nam je bilo obema prav wow, si predstavljaš, da bi bilo tako, da bi zamenjali nepremičnine in bi mi šli v njihovo hišo, oni pa bi šli v naše stanovanje. To je bilo prav noro, out of this world, ven iz tega sveta, ne. Ampak seveda pač to možnost, da se to zgodi, je bila zelo majhna, ker pač niso vedela, kakšno stanovanje oni iščejo, če ga iščejo na Vrhniki ali kje drugje, koliko veliko stanovanje iščejo, ker nekako so si predstavljala, če zdaj živijo v hiši, verjetno jim ne bo v interesu iti v neko manjše stanovanje v bloku. Ampak nima veze, midva sva vseeno poklicala, se usedla v avto in prišla na ogled. Ko sva prišla na ogled, nisva sploh gledala hiše, nisva sploh gledala, koliko je za delati, pač itak pogledaš, ampak nas ni zanimalo. Pač ni nas zanimalo, če tam razpada, če tega ni, če to manjka, če je to vse zaraščeno. Midva sva si v bistvu ogledala samo parcelo, lokacijo, hiško kot tako in oba sva se zaljubila v tistem prvem trenutku, ko sva stopila na to parcelo. Ker ta hiška je v bistvu dosti blizu nekega naselja, ampak še vedno ful na samem. Nikjer nobenega soseda, samo na zgornji strani je pač par sosedov, ki jih v bistvu sploh ne vidiš.
Čisto zraven parcele je takoj gozd, ki sicer ni del te parcele, je pač ta gozd je v lastništvu nekoga drugega, ampak pač kaj ima veze, zraven parcele takoj prav gozd. In hiška lih prav velika, lih prav majhna, taka z ful potenciala, se pravi, zaenkrat ni glih lepa, ker ni dokončana, ampak konstrukcija, ogrodje pa nama je bilo obema ful všeč. In midva sva se samo pogledala na ogledu in oba sva vedela, to je to, pač to je to. Oba sva navdušena, nama je všeč. Zdaj, problem je bil, da bi midva mogla res ful dobro prodati najino stanovanje, da bi si lahko privoščila to hišo, ker je bila glih malček čez najin budget. Se pravi, če ne bi prodala najinega stanovanja po dovolj visoki ceni, si te hiše verjetno sploh ne bi mogla privoščiti. No, in tako sva na prvem ogledu tej lastnici povedala, da sva videla, da je možnost menjave za stanovanje in da mi v bistvu midva lih prodajava stanovanje in če jih pač to zanima. Zdaj, ona je takrat rekla, da ona nekaj v kredit ne bi šla, ker pač še ne more, da išče nekaj manjšega, ker je pač ostala sama in pač tako, na nek način je hotela dati vedeti, ne vem, jaz nisem ziher, nisem ziher, če bi vzela to. Ampak pol sva vseeno midva pokazala video, slikice od tega našega stanovanja in ker je bilo to stanovanje ful lepo opremljeno, ful tako svetlo, elegantno, moderno, je seveda to pritegnilo njeno pozornost. In je to pokazala svojemu otroku, ki je pač malo starejši, in sta bila navdušena, ampak sta rekla, bomo razmislili, bomo preštudirali. In potem smo mi rekli njej, da če bi šli v menjavo, bi to bilo sploh super, če pa ne bomo šli, ni problema, ampak pač morava počakati najprej, da midva najdeva kupca in če najdeva kupca in če dobro prodamo, potem se pač slišimo, da bi to kupili. In že naslednji dan so nas oni klicali, da bi radi prišli na ogled našega stanovanja in midva sta bila takrat, oh my god, si misliš, da bi se to res zgodilo, da bi res zamenjali nepremičnine, da bi oni prišli v našo, mi v njihovo, to je bilo tako najboljše možno, ker je najmanj problemov, najmanj nekih kolobocij, pač že zrihtaš, ni več unega, ok, zdaj prodam stanovanje, zdaj moram to kupiti, kje bomo vmes, ne. Se dobesedno lažje vse skupaj spelje. In dejansko so oni naslednji dan prišli na ogled stanovanja, sicer cena jim je bila previsoka, tako da pol smo mogli mi malček spustiti našo ceno, ampak ok, na nek način se nam je vseeno glih za glih izšlo, sicer midva sva si mogla sposoditi še malo denarja, ampak da smo pač lahko speljali cel ta postopek na pravi način. Ampak ok, ne, bili so za in midva sva bila za in sva rekla, evo, to je to. Problem pa je bil, ker kadar ti kupiš neko stanovanje, kadar se ti v bistvu odločiš za nakup nekega stanovanja, je postopek tak, da najprej plačaš ARO. Se pravi, ARA je, ne vem, mislim, da 4% ali koliko pride celotnega zneska, ga ti že plačaš in s tem na nek način rezerviraš nepremičnino zase, in to se potem seveda odbije od tiste končne cene. Ampak pri nas je bila ARA nesmiselna, ker če jaz dam njej ARO in ona meni da ARO, smo spet na nuli. Edina varianta bi bila, da bi podpisali neko pogodbo. Neko sporazumno pogodbo, da pač smo dogovorjeni, da bomo menjali nepremičnino, ker v bistvu smo mogli čakati še na en kup nekih postopkov, tle so bili še neki dediči vmes, pa še lokacijska informacija, pa neko soglasje se je moglo še pridobiti, pa še en kup enih stvari, da bi pred podpisom pogodbe, tiste končne, da v bistvu smo iskali nek način, kako bi lahko tle neko zagotovilo naredili. Ampak zdaj, če bi mi podpisali neko pogodbo, neko sporazumno pogodbo, da dejansko bomo menjali, bi to moglo iti preko notarja, da je sploh v bistvu verodostojno. In tako smo potem šli na golo zaupanje. In to je bilo najtežje od vsega tega procesa, to zaupanje. Ker na nek način, ok, pač odločili smo se, skupaj smo se zmenili, oni so potrdili, mi smo potrdili, da bomo
pač menjali, ampak je vedno tisti nek dvom, ne, kaj če si oni premislijo, kaj če se zgodi neka ovira, ki jo oni ne bojo hoteli preskočiti in bo rekli, ne, mi bomo v bistvu ostali v tej hiši. In toliko so bila že investirana v vse to, toliko so bila že zaljubljena, da če bi se v tem procesu nekaj zalomilo, bi nas to po mojem podrlo, sesulo, ubilo, ne vem. Ampak pač ni bilo druge variante in mogla sva iti tudi mi dva na zaupanje. In tako smo čakali, da je ona uredila vse te papirje. In to smo čakali in čakali in čakali. In 2 meseca sva bila konstantno na nekih trnih, konstantno v nekem tistem, kdaj bo, a bo. In evo, mislim, 20. marca 2024 sva šla na prvi ogled in 22. maja smo končno podpisali pogodbo pri notarju. In takrat sva midva bila pravno, yes! In dejansko smo speljali cel ta postopek tako, da smo mi šli v to hišo in oni iz te hiše v tisto stanovanje. Zdaj, po podpisu pogodbe je bilo treba še vedno čakati za te davke, za to, za uno, tako da pol smo mogli čakati še 1 mesec in pol, da smo se dejansko preselili in 8.7. sva prišla na to parcelo. Zdaj, ko sem prišla na to parcelo, ja, itak so bila navdušena, presrečna, prezadovoljna, ampak šele ko sem prišla sem, sva videla, koliko je dejansko tega dela. Še preden sva se preselila, sva vedela, da bo na tej hiši ogromno treba pač truda vložiti, energije, časa, dela in seveda tudi denarja. Ampak ko sva midva prišla sem, sva šele dejansko videla, koliko je tega dela, koliko je ta hiša v slabem stanju. Bilo je ful vlage, bila je plesen v spodnjih prostorih, ker pač ni bilo dokončano, ni bila izolacija prav narejena. Električna napeljava, katastrofa. Jaz ne vem, kako jih tle ni nikoli stresla elektrika, ker to je bilo iz podaljška v podaljšek na razdelilc. Tisti razdelilc je razdelil kar na 2 dela in tam še en razdelilc in še, se pravi, celotna napeljava po spodnjem nadstropju je bila na razdelilcih in podaljških. Potem štirna, tukaj ni vodovoda. Štirna smo videli, da je ful umazana. Žlebovi so bili ful zabasani. Skratka, vse je bilo nekaj zaraščeno, polno robit vse povsod. Nekatere stvari so bile ful slabo zgrajene, recimo imeli so en tak nadstrešek za garažo in ta garaža je bila zakajljana na eni taki tanki palci in na druga palca je bila isto tako tanka in še štukana. Se pravi, če bi nekdo tisto palco po nesreči ruknil, bi cela streha padla dol, s sabo bi povlekla še celo teraso in bohe kaj še vse. Tako da, potem je bil na parceli bilo dosti tega azbesta, ki sva ga mogla spustiti. Skratka, kasneje sva ugotovila, oziroma to sva ugotovila že prvi dan, da so na podstrehi polhi, kar je tudi en velik problem. Skratka, kaj ne rečem, tukaj sva naletela na problem, sploh potem, ko so se lotila tega dela, to so se ko si odstranil nekaj, je od spode kar prišel nov problem. Ampak midva sva bila toliko polna energije v tistih prvih 2 mesecih, da midva sva se tudi zbudila, kakšen zajtrk, kakšna hrana, kava in gremo, akcija. In sva cel dan do večera delala brez jesti, vmes sva pač pila vodo, razensko, si vzela kakšno pavzico, ampak šele zvečer sva pojedla en obrok. Naju je vse to čiščenje in to veselje do nekega novega doma, do tega, da so se nama uresničile sanje, nama je dalo toliko neke energije, da sva cele dneve samo delala. In ko sva recimo po enem tednu pogledala za nazaj, sva si vedno rekla, kako je možno, da sva v enem tednu toliko naredila. Ker sva res bila kot neka, pač ne vem, kot da bi spustil divje živali iz kletke. To sva midva vse podirala, rušila, vlekla, rezala, pač to je samo bilo čum.
In po enem tednu sva naredila ful velik napredek, potem po drugem tednu itak spet, ampak čez en čas nam je že pač zmanjkovalo te energije, tistega začetnega zagona. Ampak vseeno sva bila navdušena, polna entuziazma in zdaj po 2 mesecih sva končno prišla do take stopnje, ko na nek način lahko zadihamo, ko se lahko v bistvu lotimo ustvarjati tukaj naš dom, ker do zdaj smo večinoma samo čistili, razbijali, pucali, nosili na odpad. Vse skupaj smo odnesli približno 4 tone odpada proč iz parcele. Ogromno tega in še imamo nekaj za odnes proč, tako da nismo še čisto konec, ampak zdaj smo prišli do te faze, ko lahko končno temu rečemo začetek najinega doma. In zdaj smo na tej fazi, ko lahko dejansko začneva ustvarjati tukaj svoj dom. Se pravi, da ustvariš to hišo na tak način, da se ti počutiš le dejansko doma. Ampak seveda v ta projekt ne bi midva šla nikoli, če ne bi najprej predelala življenja v prikolici. In jaz to rečem vedno mojim strankam, pejdi na najslabši scenarij, kar je možno. Če imaš kakršenkoli strah, če imaš kakršenkoli dvom, zapri oči, pejdi v ta strah, predstavljaj si, da se ta strah uresniči in najdi rešitev, najdi tisto pot, da se ti počutiš mirno. In tako sta midva naredila s to prikolico. Se pravi, midva sta si toliko želela iti ven iz tega bloka, da sva bila pripravljena iti živeti v prikolico. In sva razmišljala o tem, sva si naredila plan, kako bova tisto, tretje, četrto, peto, da na koncu v bistvu, če ne bi šla čez to vse, čez to življenje v prikolici, bi tle v tej hiši ful bolj trpela, kot sva sicer. Ker recimo en primer, nama obema je bilo samoumevno, da ti odpreš pipo in si lahko natočiš kozarec vode in ga spiješ. Ker je voda iz vodovoda pitna. Tle to ni mogoče. In ker je bila štirna tako umazana, ker pač niso skrbeli za njo, ne moreš potem niti si dejansko skuhati kosila s to vodo, ker pač se ti na nek način gabi tista voda, ki je boh ve kakšna. Ampak midva sva bila na to pripravljena. Midva sva hotela živeti v prikolici. Midva sva hotela imeti tam zalogovnik vode in s tisto vodo pač kuhati in se tuširati in vse. Tako da je bilo to potem vse skupaj lažje sprejeti. Vedno sva si rekla, lej, še vedno je boljše, kot če bi bili v prikolici. Tako da uresničevanje te želje ni trajalo 2 leti, kot sem najprej si želela, je trajalo 4 leta, da sva iz stanovanja prišla v hišo, oziroma dajmo reči 3 leta in pol, odkar sem naredila to hišo, do pač tega, da smo prišli v hišo. Zdaj trajalo bo še nekaj let, da bo ta hiša izgledala tako kot ta, oziroma vsaj približno tako kot ta. Ampak vse je pač en proces. Tako da, kaj vam jaz želim predati preko te zgodbe? Dovoli si sanjati največje sanje, najbolj nore sanje. Naredi si neko vizualizacijo, ali si najdi neke slike, ali si napiši nekam na nek papir, ali si naredi kakšen video posnetek. Se pravi, dovoli si iti ven iz okvirja, dovoli si razmišljati, kar ti domišljija dopušča. In seveda verjemi v te sanje. Dej si nek okvirni rok, do kdaj hočeš, da se ti te sanje uresničijo, ampak zaupaj procesu življenja. Zaupaj, da življenje ve več kot ti, da energije vejo več. Ker tudi recimo v najinem primeru na koncu je bilo v bistvu, ko zdaj gledam za nazaj, je bilo ful boljše, da sva po 4 letih šla ven iz tistega stanovanja, kot če bi šla recimo po 2 letih. In tukaj je bilo več razlogov zadaj, zakaj je bilo boljše, da se je ta stvar zavlekla. Recimo ena od glavnih stvari je ta, da če si ti v nepremičnini manj kot 3 leta, moraš plačati ful visok davek. Se pravi, to, da so bila več kot 3 leta v najini nepremičnini, v najinem stanovanju, nam je omogočilo, da smo plačali nižji davek. In recimo to je bila ena od teh stvari, zakaj je bilo
zakaj sem hvaležna, da se je v bistvu cel ta postopek zavlekel. Tako da vedno zaupaj energijam in ne glede na to, kakšne ovire ti pridejo na pot, verjemi, da jih boš enkrat premagal, da boš enkrat našel način, kako premagati. In ja, mogoče boš mogel spustiti svoje standarde, ampak to spuščanje standardov ti bo v bistvu pomagalo priti do tvoje želje in ne take želje, da bo pač ja, mogoče bo pod tvojimi standardi na začetku, ampak itak za vsako stvar se je treba potruditi. Zakaj? Zato, ker kadar vložiš nek trud, takrat začneš to zares ceniti. To, da sem mi 2 meseca tukaj vlagala ogromno energije, ogromno enega časa, da so skoraj pustila dušo tle, izdahnila, midva so se zbujala v takih bolečinah, še zdaj se v bistvu zbujava v bolečinah, ker se telo še ni čisto regeneriralo. Ampak to, da sva toliko energije dala v to, v bistvu to dvigne vrednost najinega doma. Tudi vrednost same nepremičnine, ampak bolj tista vrednost doma, bolj čutiš ta svoj dom, vlagaš energijo v nekaj. Tako da, povzetek, dovoli si sanjati največje sanje, naredi si neko vizualizacijo teh sanj, dovoli si iti izven okvirjev, ne obremenjuj se z denarjem, ne obremenjuj se, če je možno, če ni možno, če se da to realizirati ali ne, če boš imel dovolj denarja ali ne. Pusti stati te misli, te resnične probleme, dovoli si iti izven okvirjev in si res naredi svojo vizijo. Določi si nek rok te vizije, do kdaj hočeš, da se ti to uresniči, ampak ne se fokusirati na to, naj te to ne ustavi. Razumi, da življenje ve več, da energije vejo več, da tvoj višji jaz, tvoj vodnik ali karkoli, Bog, karkoli verjameš, da vidi tvoje življenje iz višje perspektive, vidi še druge dejavnike in ti bo zato omogočil to željo, ampak ob pravem času. In ne ustraši se ovir, ki pridejo na poti, ker te ovire te samo v bistvu kalibrirajo na tisto pravo pot. Tako da verjemi v svoje sanje, upaj si sanjati največje sanje, ker nikoli ne veš, kdaj se ti bodo uresničile. In to je vse za danes, en tak daljši uvod. In se vidimo kaj kmalu s kakšno drugo vsebino. Čau, čau!